Minister Samo Omerzel in njegovi sila sumljivi matematični izračuni, ob njihovem boku pa ignoranca. Kam je šel denar? In to še preden se je obrnil 5. mesec, a glej ga supervizor, ki navrže, kako Omerzel plačuje draga svetovanja in to med drugim tistemu Boštjanu Avarju, ki ima na grbi niz sumljivih poslov in to za časa, ko je še vodil Vzajemno. In tu so še študije in raziskave in nikakor ne življenjsko ključne energetske izkaznice. Ja, za dijake in študente pa zmanjka, kaj ne, spoštovani minister, ki ga še naprej čakamo pred vlado. Še enkrat ne bom komentiral. Zakaj tega nočete komentirati? Kakšen je argument, da nočete tega komentirati? Se opravičujem, sam do avta grem. No, poglejte, povejte, zakaj nočete tega komentirati. Vendarle ste minister, ki torej je odgovoren tudi za to, da študentje dobijo študentski prevoz in ne zaslužijo študentskega prevoza. A če na dlani ni odgovora, je prikladnejši beg, kaj ne, minister Omerzel, ali pa bežno skomiganje z rameni ministra Uroša Čuferja, prvega žonglerja z našim denarjem v državi in odgovornega za nadzor, ki ne zmore odgovora. Zakaj ne? In tu je po ta istem kopitu še ne ministra Gregorja Viranta, predsejo vlade in po njej. Prej ste obljubili komentar, a lahko torej samo komentirate potezo vašega ministra Omerzela? Beži pred zadrego, kako tudi ne, če pa Omerzel, če ravno sodi v njegov nabor ministrov, bolj kot k Virantovi listi meri k zaresu Gregorja Golobiča, na kar namiguje še ena Omerzelova finančna poteza. Delitev subvencij za električna vozila, ki bi jo lahko razdelil med več podjetij, ne pa enemu samemu. In to izključno Avantcaru, ki ga mimogrede promovira tisti Andrej Kosmačin, nekdanji krivdno razrešeni prvi mož Elektra Maribor, ki sodi prav v krog zaresovcev. Za svoje torej minister, kot se vse bolj zdi, ima, vsi drugi so postranskega pomena, tudi mladina.